Pogledal je, da je pogledal s poželenjem. Nikoli s spoštovanjem, nikoli z usmiljenjem. In kako naj ta žena izstopi iz svojega življenja, če jo vsi gledajo tako? Če vsak pogled govori o zaničevanju in o obsodbi, kako naj se sploh vrne? Zato, dragi bratje in sestre kristjani, se moramo mi učiti drugega pogleda, Jezusovega pogleda. Jezus je poznal njeno preteklost. Vendar jo je pogledal z usmiljenjem in v njej je videl ženo, ki je sposobna jokati nad svojimi grehi, ženo, ki je sposobna stopiti na drugačno pot, ženo, ki ga je sposobna neomajno ljubiti. Takšen pogled je ženi odprl pot. Takšen pogled je spremenil njeno življenje. Postala je ena izmed tistih, ki so bile do konca zveste Gospodu Jezusu. Ali si predstavljate, dragi bratje in sestre kristjani, kako zelo bi se spremenilo življenje v naši domovini, v naših občestvih in na tem svetu, če bi bili mi sposobni Jezusovega pogleda? Če bi vsak izmed nas na brata ali na sestro pogledal z usmiljenjem, ne s predsodkom, ne z obsodbo. Kako zelo drugačno bi bilo življenje v naši domovini, če bi tisti, ki imajo gospodarsko moč, na brate in sestre, delavce in delavke, gledali z usmiljenjem. Nekdo, ki bi z Jezusovim pogledom gledal na delavce, ne bi mogel nikoli nikomu ničesar ukrasti. Ne plače in nečesa drugega. Če bi gledal z Jezusovim pogledom. Če bi naši politiki gledali z Jezusovim pogledom in z Jezusovim pogledom sprejemali zakone, potem ne bi nikoli sprejeli zakona, ki bi bil v korist samo neki majhni skupini, ampak bi vedno sprejemali zakone, ki bi bili v dobro vseh. In kako drugačno bi bilo življenje, če bi tisti, ki odločajo v svetovnem merilu, vedno pred seboj videli ljudi, konkretne ljudi, ne samo statistične številke, ne samo gospodarske kazalce, ampak ljudi. Ta svet bi postal drugačen. Sedaj je nevarno, da se mi ozremo naokrog in rečemo, politiki, direktorji, podjetniki, vsi ti morajo začeti gledati drugače. Ne, jaz moram začeti gledati drugače. Jaz moram iz tega svetišča danes oditi z drugačnim pogledom, z Jezusovim pogledom. Jaz moram danes začeti videti. Jezusova beseda Simonu, vidiš to ženo, vidiš tega človeka, mora danes veljati zame. Dragi brat, draga sestra, vidiš človeka ob sebi, vidiš ob sebi svojo ženo, vidiš ob sebi svojega moža. Ali vidiš samo njegove napake, njegove slabosti, morda njegove grehe? Vidiš ob sebi svojega otroka, njegovo nemoč, ali vidiš samo njegovo težavnost? Vidiš ob sebi svojega soseda, njegove stiske?
ki jih ne kaže navzven. Ali vidiš samo nekoga, ki ti tako ali drugače dela težave v življenju. Na izbiro imamo pogled farizeja Simona ali pa pogled Gospoda Jezusa Kristusa. Če bomo odhajali iz te cerkve z nespremenjenim pogledom, potem smo sem prišli za manj. Potem smo prišli k lepemu dogodku, k lepemu slavju, k čudoviti predstavi. Nismo pa prišli srečati Gospoda Jezusa in njegovega evangelija. Če bomo pa odšli z spremenjenim pogledom, s preobrnjenim srcem, potem bo pa lepota te cerkve začela roditi lepoto v nas samih. In bo njena spremenjena in polepšana podoba po nas začela spreminjati naše družine, naše sosedske in vso našo družbo. Sem prihajamo zato, da bi, kot rečeno, Mariji izročili svoje prošnje in ji prinesli svoje zahvale. Danes jo predvsem prosimo, da bi znali vedno znova sprejemati besede Gospoda Jezusa Kristusa in jih nositi s seboj, čeprav jih morda v tistem trenutku ne razumemo. Kako jih je ona shranila v svoje srce in premišljevala, ne da pomaga, da bomo tudi mi besede shranili v srce in jim dovolili, da nas oblikujejo, da nas spremenijo, da nas napravijo za svetišče Božje slave. Marija v Leščevu prosi za nas.